Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV. Z nami je tokrat docent dr. Ilonka Pucihar, ki je akademska glasbenica, pianistka in profesorica klavirja. Poučuje klavir na glasbeni šoli Vrhnika in predava specialno didaktiko klavirja, pedagoško prakso in dimenzije nastopanja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Leta 2007 je pridobila pedagoško diplomo, Williams 2017 pa postala Body Mind Centering somatska gibalna pedagoginja ter leta 2023 tudi praktikantka te discipline. Kot solistka je zaključila študij klavirja ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in nastopila v abonmajskem ciklu koncertov orkestra Mariborske filharmonije. Je članica tria Clavimerata v različnih komornih zasedbah, pa je nastopala po domovini in gostovala v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Izraelu, Španiji, Italiji, na Nizozemskem. Skupaj z violinistom Janezom Podleskom in klarinetistom Gregorjem Kovačičem so se izpopolnjevali pri priznanih profesorjih, kot so Primož Lorenz, Primož Novšak, Henry V. Meyer, Martin Spangenberg in drugi. So dobitniki prve nagrade in zlate medalje na tekmovanju komornih skupin Lovec Šček v Kopru. Za glasbene dosežke so prejeli študentsko Prešernovo nagrado, snemali so za Radio Slovenija, Radio Maribor in izdali zgoščenko z edinstveno priredbo Igorja Stravinskega Zgodba o vojaku, zgoščenko Azero z deli Gershwina, Drivere, Pixinguin in Douglasa ter zgoščenko po slovensko z deli slovenskih skladateljev. V zadnjem času redno sodeluje tudi s priznano violinistko Anjo Bukovec. Z možem Jakom Puciharjem deli avtorstvo uspešne serije učbenikov za učenje klavirja z naslovom Moj prijatelj klavir tudi v hrvaškem in angleškem jeziku in redno predava ter vodi pianistične, glasbene, zvočne in body mind centering delavnice po Sloveniji in tujini, ZDA, Švica, Avstrija, Hrvaška, Srbija. Nedavno je v založbi Univerze na Primorskem išla tudi njena znanstvena monografija z naslovom Moj prijatelj klavir za učitelje. Koncepti, veščine in strategije pouka klavirja. Skozi prakso body mind centeringa pomaga glasbenikom z napetostmi, bolečinami in poškodbami ter z izvajalsko anksioznostjo. Delavnice body mind centeringa izvaja v domačem studiu v Horjulu, imenovanem Kapelca in v naravi. Prisrčno pozdravljamo v studiu Ljubljana TV docent dr. Ilonko Pucihar. Ilonka, lepo pozdravljena. Ja, živijo. Hvala lepa za tako predstavitev. Ja. Veliko delaš z glasbeniki, body mind centering, mi so se spoznala na jadranju, letos avgusta, konec smo bili v Dalmaciji, bilo zelo lepo, zelo res sočutno, srčno in res lepo vodiš te delavnice. Mogoče na začetku poveš za naše gledalke, gledalce, ki še ne poznajo to metodo, naslov daje seveda umetnost utelešanja, torej kaj sploh je ta body mind centering, kako deluje, kako lahko pomaga ljudem? Ja, body mind centering je, ponavadi ga postavim ob bok somatskim praksam, ki so te mogoče malo bolj znane. Pri nas je bolj znan mogoče Feldenkrais metoda ali Alexander tehnika ali klinična somatika se pri nas, kolikor berem, se kar razvija, tako da postane malo bolj znana. Drugače, pri body mind centeringu bi jaz rekla, da je to nek holistični pristop k izkustveni anatomiji. Tako nekako nekratko. Se pravi, izkušamo kognitivno in predvsem izkustveno izkušamo telesne sisteme, skeletni, mišični, endokrini, organski in pa tudi razvojne gibe. In namen je nekje večja harmonija med vsemi temi sistemi, med to komunikacijo, ki se poraja znotraj nas. Zdaj, utelešenje, to v prvi vrsti gre nekako za bolj zavestno oziroma za zavestno bivanje v sebi, v svojem telesu in za povezanost s to ogromno, enormno inteligenco, ki jo nosimo v sebi. Mogoče današnji svet ni tako naklonjen temu in nas to razmišljanje se mi zdi zelo močno
gravitacijsko silo, proti kateri nas vleče in se zelo zgubljamo v teh miselnih tokovih. Tudi sam način življenja, včasih je bilo treba iti posekati drva, jih žagati, prinesti domov, jih naložiti v peč, tako da nam je bilo toplo. Danes je to en premik na termostatu, velikokrat pogosto. Ja, tako, z telesom res nam ni treba prav veliko delati in kot kaže, nam to ne dene ravno najboljše, glede na takšen porast duševnih in raznih bolezni je videti, da ni to najboljša pot in da tudi vidimo, da ljudje, ki se vračajo nazaj k zemlji, k bolj preprostejšemu življenju, da je videti, da jim gre boljše, da je torej to bolj blagodejno, no, tako da umetnost utelešenja je to povabilo, se pravi, mi se vedno nekje gibamo, ne, v tem, recimo na tem kontinuumu med utelešenjem pa mogoče eno raztresenostjo, če rečem, z izgubljanjem, ne, v teh mislih, kaj bo, kaj je bilo, kaj se je zgodilo, ne, in ta prisotnost tukaj in zdaj to življenje nam rado malo pobegne. No in na tem kontinuumu torej je eno povabilo mogoče bližje temu utelešenju, bližje prisotnosti tukaj in zdaj, čutenju, kaj se dogaja, kaj doživljam, bližje zemlji, bližje naravi, bližje živalim, bližje skupnosti, bližje enemu blagostanju. Tole je ideja, ne? In namreč, ko se jaz toliko zgubljam v mislih, nisem prisotna v tukaj in zdaj, kaj se mi dogaja. Prvič zgubljam lepoto, ki se dogaja okrog mene, kakšne kapljice, ki padejo, kakšen cvet, ki se razpre, kakšna ptica, ki prileti mimo. Druga stvar pa, imam bistveno manjše možnosti za samoregulacijo. Torej, da če želim regulirati čustva, dogajanje, da današnji svet ni prav lahek zanesti, vse, kar vidimo, kar nosimo, ne? In zelo enostavno se mi zdi se razjeziti, pa bentiti, ne, čez vse dogajanje. To, kar znamo, ne? To nam gre, ne? Mogoče mičken težje pa je, ali pa zahteva nekaj več časa, nekaj več pozornosti, mogoče tudi nekaj več treninga, pa se ustaviti, se posvetiti, pogledati, kaj se dogaja, kaj je pod tem, se sočutno malo prevprašati, kaj lahko naredim in iz tega bistva potem delujemo drugače. Mislim, da lahko delujemo bolj povezovalno, bolj blagodejno in za nas same in za skupnost okrog nas. Zdaj, sam body mind centering, tale praksa, tako kot somatske prakse, tu gre predvsem somatske prakse, beseda je soma, ne, iz te grške besede soma, to je danes že kar znano, ki predpostavlja to živo, čuteče telo, torej bitje, ne nek mehanizem z biološkimi funkcijami, ampak čuteče, inteligentno telo, ki nas podpira, ne. In torej gre za prvoosebno, gre za izkustveno delo v prvi osebi, torej z mojo lastno izkušnjo. In pri body mind centeringu to raziskovanje, poglabljanje počnemo preko giba, dotika, zvoka, diha in usmerjene pozornosti, plesa, mirovanja, kontemplacije, tako se pravi različnih modalitet, takšnih, ki najbolj nekje podpirajo vsakega posameznika in potem tudi neko skupnost. Torej, deluje v bistvu na vseh nivojih, verjetno fizični, čustveni, mentalni, duhovni in potem se to prepleta. Ja, mislim, da se to tako, danes nam tudi nevroznanost to priznava, ne, da se tega, končno, ne, da se tega pravzaprav ne da več ločiti, ne. In zdaj v tem primeru tukaj je pod telo, ne, to je telo portal do mogoče tudi kakšnih višjih stanjih zavesti ali pa zavesti, ki šepeta o tej enosti pa vsej povezanosti. In telo je ta portal, tale možnost, tale pot in ta inteligenca, ti različni sistemi, ki nas lahko povabijo v to modrost, v mogoče še nekaj, namen je nekaj novega, najti nekaj novega, nekaj drugega, ne, torej, če nam neka stvar ne služi, nam ne dene dobro, da poiščemo, kaj je tukaj še možno. Zmeraj, tisto, kar nam ne dene dobro, je ponavadi zelo glasno. Prevlada, pride v ospredje. Ampak ne, če nas je strah, potem se nam zdi, da samo čutimo trepetanje srca, telesa in kot da je samo to, ali pa če čutimo neko bolečino.
a ne, recimo boli nas koleno. Se zdi, da se celo življenje se osredotoči, nekje se začne odvijati okoli tega, ampak je še toliko drugega. Tako, torej pogledati ozadje, kje so vzroki za to bolečino. Vzroki, ja, ali pa tudi, kaj še tam je tudi moč podpore, tam je tudi moč komunikacije, moč poslušanja, no, ti si zdravnik, no, da ne bom preveč, ne želim biti sploh kritična, ampak samo ta aspekt se mi zdi, da uporabljamo veliko tega vojnega besedišča, virus nas napade, mi se borimo, ne, ali pa proti raku se borimo, ne se popravi meče narobe govorim. Ja, to je v bistvu ta klasičen model, ne, medicine klasične, ne, holistična seveda to gleda čisto drugače. Gleda drugače, a ne, in tudi izkustveno mi vemo, da ni samo to, da bi se zdaj tako neke borbe dogajalo, obrambne linije, ki bi, ne vem, mislim, da je to bolj naš ego nekako ustvaril ene take podobe, pa mislim, da nam ne služijo dobro, no, da je toliko več je skupnega delovanja, tukaj skupnosti, poslušanja, čutenja, komunikacije, kaj je potrebno, ne, te res velike inteligence, ki eno življenje nikakor ni zadosti za raziskati. Tako, ja. Predpostavlja pa Body Mind Centeringu predpostavljamo, da vsak sistem, del telesa ali kakršnakoli funkcija je možna za jo izkusiti, za neposredno jo izkusiti in za jo utelesiti. Super, zelo zanimivo. Bova midva nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v drugem delu naše oddaje Moj odnos do samega sebe, Prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV. Z nami izjemna gostja, docent dr. Ilonka Pucihar. Ja, pogovarjava se o Body Mind Centeringu, o telesu. Torej, Ilonka, seveda, ne, vse stvari, vsaka kriza, ne, je darilo, je priložnost, vsaka bolečina nam nekaj sporoča, ne. Tako tudi vemo, ne, v holistični medicini, ne, in seveda v psihoterapevtskih pristopih, ne, da je vedno v ozadju neka priložnost za rast, za razvoj, ne, da se to življenje razvijamo tam nek globi smisel. Ne. In ti delaš veliko tudi za glasbeniki, ki imajo tudi, seveda, kot sva omenila, v napovedniku določene izzive, treme, težave pri nastopih. Ne. Kako jim pomagaš? Kakšni so ti pristopi? Kako to deluje? Kakšni so potem rezultati teh pristopov? Ja, tukaj izhajam iz svoje izkušnje, ne. Zame je tudi bila bolečina darilo, tako da sem srečala potem Body Mind Centering, v katerega sem se tako zaljubila. Zdaj, seveda, darilo takrat, kot se ta bolečina pojavi, ni čutiti ravno še tako, ne. Pogosto je to darilo, opazimo potem šele za nazaj, ko gledamo. No, jaz sem imela kronične bolečine v hrbtu, zaradi katerih nisem mogla kakšna daljša obdobja se usesti, ne, sem ležala ali stala. Jaz sem pianistka, ne, kar pomeni, da nisem mogla igrati, če nisem mogla sedeti. In sem raziskovala veliko stvari in veliko stvari mi je dobro delo, ampak da sem se pa trajno nekako, da trajno so te bolečine izvenele, sem pa videla, da sem se rabila naučiti zaznati, kdaj sem v stresu, kdaj napnem, mehanizme, kako, tkiva, ne, različna, in da jih funkcionalno potem sprostim, ne. In to je ta del, to darilo somatskih praks, ki nas naučijo zaznati, prepoznati vzorce in jih potem tudi funkcionalno preobraziti, prevzorčiti, tako da nam bolje služijo. Tako da to je eden izmed takšnih, kako bi se reklo, porivov za moje vztrajanje v Body Mind Centeringu, ki sicer ni prav preprosto izobraževanje, je treba si vzeti kar veliko časa in različne kraje potovati in tako je kar zapleteno, ampak sem bila res motivirana, je bila taka... Seveda je bila ta lastna tudi motivacija, da ne, sama sebi pomagaš najprej. To je vedno najboljše, ne, ko samaš svojo izkušnjo, potem lahko to res srčno pa odprto res še bolj predajaš naprej. Verjetno, res, ja. In tudi na splošno notranje sem se začela veliko bolj umirjeno počutiti, lepše mi je bilo sami seboj, no, tako da to je zagotovo velika motivacija, ne.
Ja, kmalu sem začela raziskovati oziroma videti, da nas je glasbenikov res veliko z težavami, ne. Statistika je izjemno slaba, ne, po nekaterih podatkih celo nad 90%. Ženske smo menda še bolj podvržene. In glasbeniki nimamo dobrega zavedanja, v večini nimamo dobrega zavedanja o samem telesu, ne. Glasba je nekje v ospredju in telo nam služi k tej izrazni umetnosti, ne, kar je dostikrat na račun potem samega telesa, ne. In tukaj se v zadnjem času vse zelo spreminjajo, zelo se spreminjajo stvari, zelo se spreminja zavedanje, vsaj že v tej smeri, da se zdaj glasbeniki zavedamo, da če za nas boli, da moramo prenehati, da ne vztrajamo naprej, ker se lahko stanje res poslabša. Seveda zdaj, jaz sem izobražena v smeri body mind centeringa, zdaj pri teh težavah glasbenikov, recimo, če pride že do bolečin ali poškodbe, tukaj je zelo pomembno, da je večstranski pristop. In jaz si želim, da bi nekoč tudi v našem prostoru imeli eno tako kliniko, ki v tujini že obstaja, kjer so združeni fizioterapevti, zdravniki, psihoterapevti, somatski praktiki, se pravi, da je en tak kompleksen pogled na človeka, ker to so kompleksne stvari, zahtevne stvari in je treba tudi na tak način pristopiti. Seveda je pa po mojih izkušnjah pri glasbenikih nujno, da prevzorčijo stvari, ki niso funkcionalne v povezavi z njihovimi inštrumenti. Zato je tukaj tako pomembna ta somatska praksa in še posebej, da se dela v povezavi z njihovimi inštrumenti. Ali pa vsaj v položajih, ki jih bodo, se pravi, da se naučijo uravnavati. Zato ker pasivne fizioterapije in to vse pomaga, to je vse dobro, ampak potem, če se vedno znova vračamo v nek vzorec, vemo, da vadimo ure in ure vsak dan in če ta vzorec ne spremenimo, pogosto se zgodi, da se potem vračajo te napetosti in bolečine in poškodbe. Tako da tu je res potrebno eno timsko delo in tu nas še čaka nekaj izzivov. No, jaz si res želim, da bi nam uspelo povezati več ljudi in da bi tu nekoč nastal ena taka podpora, zato ker je res hudo gledati glasbenike, ki imajo to željo, tole strast izvrstno opravljajo, ampak enostavno jih bolečina potem zelo ustavlja. Tako da moj del je tukaj en tale majhen delček body mind centeringa, ki ga sedaj predstavljam tudi v okviru tega predmeta, dimenzije nastopanja na akademiji, tako da tam je 30 ur, ni veliko, nekaj malega je, ampak ene osnovne informacije dobijo, da lahko tiste, ki jih zanima, da lahko naprej raziskujejo ali da poiščejo naprej potem te poti. Skratka, da dobijo res nek nabor enih znanj ali pa možnosti, kamor se lahko potem, ker to ni nekaj, tudi utelešenje, to ni nekaj, kar imaš ali pa nimaš ali pa pridobiš, to je proces. To je proces, to je vseživljenjsko delo in jaz tudi še zdaj, jaz vsak dan se gibam, se posvečam temu, ne, vsako jutro in vidim, če imam kdaj kakšne stresne situacije, si moram vzeti še več časa, če ne bi hitro šlo nazaj. Ni to nekaj, kar, zdaj sem odkljukala, zdaj sem se to naučila in zdaj je to, ne. Praksa je pomembna, ne. Praksa, ja, tudi ni nekaj, da bi jaz nekoga nekaj naučila. Povabim, da sam raziščeš, da sam prideš do teh odgovorov, pa jih nosimo tukaj vsi s seboj, no, tako da če sem nekako približno uspela orisati. Tako, odlično. Zdaj, tale Bonnie Bainbridge-Cohen, utemeljiteljica body mind centeringa, pravi, sem prebral, je kot veter in telo je kot pesek. Če želiš vedeti, kako piha veter, moraš pogledati pesek, a ne? Mogoče kakšna beseda še na to temo? Ja, to je res ena izjemna oseba, ki ima tako zelo avtentične poglede na utelešenje, na te prakse. Seveda, tu je mišljeno, da se naša duševnost, bogastvo te naše duševnosti se izraža skozi naše sisteme, skozi skeletni, skozi našo držo, skozi naše delovanje, skozi naše gibe. In ko vidimo, kako se izraža, se ji lahko približamo,
nam postane vse bolj domača, vse bolj dostopno. Je pa Boni, no, če lahko samo tako kot zanimivost povem, ona je tudi prebolela otroško paralizo, tako da je bila precej dolgo negibna. In tako kot mnogi ti veliki, ko so res iz take težave naredili velike stvari, sedaj je stara čez 80 let in še zmeraj vodi delavnice, pleše, prožna, gibljiva, izjemna. No? In to mogoče nisem prej povedala, zdaj sem se spomnila. Ne? Ona tudi pravi, recimo, starost je dehidracija. Se pravi, gojiti tole sočnost, pretočnost in ona je tak dokaz, ker njeno telo je tako in tudi stabilna, gibčna, res je izjemna, sej na YouTubeu je kar nekaj njenih posnetkov, se lahko pogleda. To nas tudi vabijo te prakse, da gojimo mi tole, kjer je pretok, je tudi zdravje, pomeni, da se mi hitreje, boljše, energija se giblje, regeneriramo se in smo tudi potem bolj odzivni. Včasih imamo mogoče tak občutek, da moram biti pa močen, moram biti močna, stabilna, zdaj me tole čaka, ampak zakrčenost telesa ni dobro. Nam ne služi. To danes tudi že v gradnji vse bolj gradijo te viseče mostove in to nam že postaja jasno, da ena mehkoba nas bo mogoče celo močnejša, moč ravno v tej mehkobi, ki je bolj odzivnejša na tisto, kar dejansko prihaja v nekem trenutku, kar se nam zgodi. Tako, definitivno. To je res ključno, da smo pretočni, da smo fluidni, fleksibilni, kajti če je neka togost, če je neka rigidnost, mi v bistvu tam so zastoj energije, energija ne teče in se vemo, potem to sproža epigenetsko spremembe na izražanju genov, pač nevrobiološko, oziroma naša percepcija, naši vzorci, čustva nastanek so v nizki vibraciji in se vse to zapiše v telo. In je to zdaj danes že dokazano, ta moderna znanost kvantne fizike, epigenetike, nevroznanosti nam govori, da vsaka misel, vsako čustvo vpliva na nas, tudi na fizični ravni, v smislu izražanja genov, v smislu nekih zakrčitev v telesu in tako naprej. In potem smo lahko v začaranem krogu, tako da takrat je res fino ena pauza, en stop, pa najti eno boljšo pot, ker imamo, to moč imamo. In to možnost. Mi smo sami tisti, ki smo odgovorni za svoje misli, svoje čustva in jih lahko v bistvu nadziramo. Imamo to zdravo kontrolo, bom rekel, in se lahko odločimo, kaj bomo mislili. Seveda, ko predelamo svoje nezavedne vsebine, ker vemo veliko tega nezavednega. In je to vse povezano. Tako da jaz tudi vidim, zdaj, ko predajaš to, kako je treba sodelovati. Različni strokovnjaki, različni terapeuti, različnih modalitet in to združiti in potem res lahko maksimalne rezultate dosežemo. Se velike stvari, In tukaj je še meni je še zelo blizu tole gojenje te kvalitete odprtosti, kvalitete prisotnosti, kvalitete poslušanja, se pravi ne tako zelo ciljno usmerjeno, ker to nas potem tudi, zdaj se hočem, odprto, poglejmo, mehko, to je bližje, se mi zdi po mojih izkušnjah, telesu, lažje se odpre, lažje in duši konec koncev, lažje se odpre in najde nekaj bolj blagodejnega v nekem trenutku, pa če tudi je to mogoče res ena majhna stvar. Dan za dnem, korak za korakom. Step by step, Tako, majhni korak, po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni, dobrodošli še v zadnjem, tretjem delu naše oddaje Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV. Z nami nocoj docent dr. Ilonka Pucihar. Pogovarjava se o telesu, o glasbi, o povezavi uma, telesa, čustev, vseh pristopov različnih. Ilonka, kako pa je gib povezan z glasbo? Kako v bistvu to deluje tudi v izobraževalnem procesu, kako na ta način pomagaš ljudem, kako je vse to povezano? Hvala za to vprašanje. Zame je zelo povezano, oziroma klasičnega inštrumenta se ne da zaigrati brez giba, to je dejstvo. V glasbi se gibamo. In glasbeniki se dejansko gibamo na potencialno precej
skoraj da nevarne načine, ker je toliko ponavljajočih gibov in toliko ponovitev. To so tisoči in tisoči ure in ure, ne? Tako da ta povezava je res potrebno, da se vse bolj zavedamo in da se zavedamo od samega začetka poučevanja. Jaz poučujem tudi na glasbeni šoli Vrhn, ker začnem z majhnimi, a ne? In res poskušam in tudi študente skušam čim bolj povabiti v to, da se pred igranjem, da se ogrejemo, da pripravimo telo, torej najprej telo pripravimo, ustvarimo en konec koncev sveti prostor, kjer se zgodi glasba in kjer se lahko glasba prelije potem skozi nas in se šele potem posvetimo igranju in vsemu, kar spada zraven. Glasba je res kompleksna stvar in hitro lahko pozabimo vse to, kar se zraven ob tem dogaja. To je en vidik. Drugi vidik, ki mene pa še izjemno zanima, me že kar nekaj časa nazaj, zato tudi vsa ta, sem pač radoveden človek in raziskujem, predvsem me zanima izkustveno učenje, ne abstraktno, še posebej z otroki, a ne, oni rabijo zelo konkretno, ne, glasba zna hitro postati precej abstraktna. Ne? Seveda kasneje, ko raziskujemo, je to prihaja bolj v ospredje, ne? Tudi vse duhovne in čustvene in razne dimenzije, ki jih raziskujemo. Še zmeraj pa ta kontakt, jaz mislim, da mora ostati, ker konec koncev gre za izražanje čustev, gre za izražanje teh človeških kvalitet, ki jih nosimo oziroma ki si jih delimo in se skozi neko umetnost tukaj srečamo. Tako da jaz zelo veliko poskušam z otroki delati z gibom, torej da glasbo začutijo skozi telo, skozi gib, vse ritmične elemente, metrum, puls, fraziranja, vse to, da postane nekak del, da glasbo začutijo, da postane del njih, da so impregnirani z njo. To je ena stvar in druga stvar, me pa vabi tudi ta občutek skupnosti, občutek sodelovanja, kajti to je tudi naša bivanska resnica. Tukaj so skupnosti v našem telesu, ki delujejo, ki usklajeno. Različne vloge, različne energije notri. Tako, ki delujejo za neko skupno dobro in to si želim širiti v našem okolju, ne? In z najmlajšimi, tako da mi dve s kolegico zdaj že kar nekaj let, vsako leto ustvarjamo musical, kjer imamo vse otroke v oddelku in torej ne samo, da igrajo svoje inštrumente, torej imajo komorno glasbo, ampak se tudi gibajo ob tej glasbi. Torej, in z metromom, s tempo, s fraziranji, z raznimi, ne, se pravi, se naredi neke take lažje koreografije, ampak tako, da je glasba skozi njih impregnirana, da so prisotni, prezentni in da skupaj soustvarjamo. No, to ima eno tako zelo lepo ime, sodelovalna pedagogika se reče, to sem pred nekim časom izvedela, zelo mi je bil všeč ta izraz. Torej sodelovanje učiteljev, mentorjev in sodelovanje otrok, večje skupine, kjer vsi skupaj delujemo za en skupni cilj. In jaz sem zelo vesela, kadar preberem, recimo Van der Kolk piše o teh recimo skupnih plesih, ali pa v knjigi Telo si vse zapomni, ne, skupnih plesih, ali pa tem skupnem prepevanju. Kako zelo je to zdravilno. Danes so že dokazi, kako zdravilno, ker mi smo malo izgubili v današnjem času ritualov, skoraj da zelo malo jih imamo, no, zelo je siromašeno in nekako smo sami sebi prepuščeni, toliko izzivov nam prinaša današnji svet in težko smo sami sabo z tem, ne. Ko pa se najdemo skupaj, ko pa ena skupnost in v nekem ritmu nekaj odplešemo, zapojemo, resoniramo drug z drugim, se začutimo, zaznamo, to je zelo zdravilno in če ne zdravilno, vsaj blagodejno, zelo blagodejno in mislim, da to od najmlajših lahko krepimo, ne, to in gojimo in ja. Ja, to. Delaš tudi veliko delavnica, ne, za ljudmi, tukaj v zadju vidimo tudi tale tvoj lep studio, ne. Kako v bistvu deluješ tukaj, katere pristope se uporabljaš, kakšni so potem rezultati recimo?
Ja, nimam tako zelo veliko delavnic, toliko, kolikor mi čas dopušča. Prednost je ta, ja, ker nam je uspelo narediti ta, ja, res mi je ljub tale studio, ki je v mojem kraju, v Horjulu, zraven naše hiše. Najprej smo govorili prizidek, pa nam nikakor ni šlo z jezika ta beseda in potem je mož rekel, no, če je to hiša je katedrala, to je pa kapelca, no, in se je prijelo, tako da to je zdaj naša kapelca. Tako da imam mesečne ali pa na 2 meseca bom letos, ker mislim, da ne bom uspela več, imam sobotne delavnice. V ospredju seveda body mind centering, malo ga povezujem tudi z jogo, jaz sem tudi učiteljica joge, no. Zdaj v tem letu bom tole še bolj implementirala. Torej, izberemo določeno temo. Studio se vidi, da ni tako velik, tako da maksimalno 8 ljudi, tako da je relativno intimno, ne, intimno vzdušje. In zberemo neko temo, kateri se potem posvetimo z temi pristopi skozi body mind centering, torej skozi dotik, skozi gib, dih, to usmerjeno pozornost. To je seveda zelo razširjeno, odvisno kateri sistem raziskujemo, kateri del, a ne. Tako da vsaka delavnica je pravzaprav popolnoma drugačna. Ljudje so drugačni, ki pridejo, a ne. Tudi že samo jadranje, recimo, ti si ga bil deležen. Vsak teden to je popolnoma drug svet, a ne. Zato, ker vsak prinese s seboj svoj svet in potem se srečamo in body mind centering je res zelo širok pristop, ki tudi ima možnost implementacije v različnih panogah, a ne, tako da je tukaj veliko odprtosti in tudi veliko raznolikosti. Tako da ja, te delavnice spomladi, potem junija pa rada naredim še kakšno v naravi. Slovenija ima tako čudovite kraje za raziskati, za iti v naravo, za približati se pravi, s tem našim inteligentnim bitjem, približati planetu, zemlji, drevesom, rekam in živeti en vikend ali en teden v tem sobivanju, v tej enosti, no, kolikor nam je pač dostopna v nekem trenutku našega bivanja. Odlično, odlično, lepo, res za vse, kar delaš, moj poklon, res. Ja, hvala, upam. Res lepo. Mogoče zdaj, ker se nam je čas iztekel, samo še kakšna zaključna misel za konec oddaje, mogoče kaj bi želela predati našim gledalkam, gledalcem? Ja, to mene najbolj v tem trenutku vabi mene in mogoče še koga, no, da se ustavimo v tem hitrem svetu, da se povežemo s tem, kar nam je sami, kaj potrebujemo, mogoče potrebi po miru, po ljubezni, po razumevanju, po sočutju in ne glede na zunanje dogajanje poskušamo ostati v stiku s temi globokimi človeškimi potrebami in se s tem povezujemo v čim večje skupnosti. To bi si res želela, da nam uspe. Tako, tudi jaz si to želim, ja. Tako da hvala, draga Ilonka, ja, hvala za povabilo in za ta lep pogovor. Ja, hvala. In se srečamo še kdaj. Tako, tako. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije. Ja, gibajte se, čutite svoje telo, kajti tam so vsi odgovori. Tako da uživajte življenje, pa se vidimo naslednjič.